Pozdravljeni! Zopet je na vrsti naš običajen tedenski komentar novic, kjer si bomo skušali ogledati vse tiste dogodke, kateri so po mojem osebnem izboru zanimivi za razumevanje dogajanja okrog sveta Formule 1. Kot nam je že prišlo v navado, tudi tokrat 4 različni sklopi. Bližnjice do originalnih člankov bodo seveda navedene v opisu, tokrat zraven njih boste lahko opazili tudi bližnjice do predhodno objavljenih prispevkov na mojem kanalu. V tistih prispevkih je lahko bilo razloženo marsikaj zanimivega v vezi s tistim sklopom, katerega obdelujem. Jasno je vsakomur, da v tokratnem tedenskem komentarju novic ne bom obdeloval tem, katerih sem se lotil že predčasno. To pa zaradi tega, ker sem menil, da tiste novice zahtevajo malce bolj poglobljen pogled. Danes se bomo ukvarjali s tistimi zanimivimi novicami, katere nam dajo po svoje tudi malce bolj lahkoten pogled v dogajanje okrog Formule 1. A da ne bomo predolgi, raje začnimo. Sam William Storey je označil tisto, kar nas čaka v prihodnjih dneh, kot največjo vrnitev po Lazarju. Seveda, sam sem malce skeptičen, zabavam se o prebiranju takih novic, a Williamu Storeyju in njegovemu Rich Energy Drink ne pripisujem nobene pomembnosti v svetu motošporta, da smo si na jasnem. Razumeti moramo, da se Storey igra z mediji in hoče imeti pozornost. Morda se je kdo izmed vas spomnil, kaj se je zgodilo približno pred dobrim letom. Storey je všel v McLaren, kjer si je ogledal njihovo zgodovinsko zbirko bolidov, tako kot bi lahko odšli mi vsi tu prisotni. In podobno kot mi se je slikal zraven bolida MP4/4. Ko je objavil ta posnetek na socialnih medijih, je pripisal, da Rich Energy bo nov pokrovitelj ekipe McLaren. In seveda pri McLarenu so to takoj demantirali. Če koga skrbi, da bi se mogoče Rich Energy pojavil na McLarenu, ga lahko potolažim. Preveril sem in na njihovi uradni spletni strani so pred dnevi objavili, da so podaljšali dogovor s Coca-Colom. In sam si nekako predstavljam, da ukolikor imaš enega pokrovitelja iz sektorja gaziranih pijač, ne boš imel nekoga konkurenčnega iz sektorja energijskih pijač. A lahko se motim. V virih, predvsem že citiranjem v Beyond the Flag, smo lahko preberali, da je bil Bernie Ecclestone tisti ključni dejavnik, ki je pomagal Williamu Storeyju, da se je nazaj prikazal v Formuli 1. Sicer ne vemo, nekje in nekako. Lepo smo lahko gledali tisto objavo na njegovem računu Twitterja in opazili fotografijo, katera zgleda izjemno resno, če mi ne bi bila od nekje znana. Namreč isto fotografijo sem opazil pri podobni objavi nekaj let pred tem, ko so Storeyja njegovi družabniki začasno oddelili iz Rich Energy Drink. Torej, William Storey nam pošilja stare fotografije, kot je to počel že marsikdaj prej. In če malce bolj globoko razmislim, ukolikor se bo pojavil v svetu Formule 1, kje bi se lahko, in govorim samo v teoriji ter moje osebne špekulacije, da smo si na jasnem, ne vidim druge realne opcije kot pri ekipi Williams. Seveda ta ima novega lastnika, kateri bo tudi pripravljen sodelovati s tako neresno osebo, kot je Storey. Brez skrbi, tudi sam je pomislil v tej smeri in ko sem preverjal določene podatke, sem dobil pri njemu, na njegovem Twitter računu, tudi to fotomontažo. V
naslednjih dneh bo sledila verjetno novica iz te smeri, čeprav jo je obljubljal že januarja in smo globoko v februarju. A zabavajmo se in ne jemljimo ga preveč resno. Vsaj tak je moj nasvet. V drugem sklopu se bomo ukvarjali z novico, katera na prvi pogled je izjemno zanimiva za vse nas navdušence Formule 1. Namreč prebirali smo lahko, kako nova ekipa namerava vstopiti v nam ljubi cirkus. Novico so objavili na primer na spletni strani RaceFans 8. februarja ter 9. februarja na italijanski spletni strani revije Autosprint. Govorimo o ekipi Monaco F1 Racing Team, popolnoma neznanem imenu v svetu motošporta. Kolikor prebiramo razne vire, bomo lahko ugotovili, da tehnično bi se oni naslonili na Campos Racing. To je tista ekipa, na čelu katere je bil pred kratkim preminuli Adrian Campos. In v svetu Formule 1 je ta struktura že znana. Na začetku zgodbe je bila vključena v tisto avanturo imenovano HRT oziroma Hispania Racing. Pobudnik te ideje je Salvatore Gandolfo, zopet neznano ime. A že na začetku smo slišali pobude, kako Stefano Domenicali bi bil celo pripravljen nekako odpisati tisto vhodno pristojbino 200 milijonov. A seveda Stefano Domenicali ni izrekel nič kaj takega, vsaj jaz nisem zasledil. Od znanih imen sem zasledil tisto Daniela Audeta, znanega člana skuderije Ferrari, ampak iz časov Nikija Laude, kateri naj bi vodil to strukturo. Po drugi strani bi vas rad na nekaj spomnil. Pred približno letom smo govorili o Panteri Racing, približno v istih okvirih zgodbe o novi ekipi, ki bi se rada čim prej približala svetu Formule 1. No, od takrat do danes o Pantera Racing nisem slišal nič. Se bo zgodba ponovila tudi pri Monaco F1 Racing Team? Ne vem. A moje izkušnje mi pravijo, da ta razlaga zna biti še kako verjetna. Kot ponavadi bomo videli v prihodnosti. V našem tretjem sklopu se bomo pa ukvarjali s tematiko, katera zna biti izjemno zanimiva v prihajajočih sezonah, a nažalost vam moram potrditi, da ni tako zabavna kot tiste, s katerimi smo se ukvarjali v prvem in drugem sklopu. Govorili bomo o novici, katero sem zasledil na spletni strani RaceFans 10. februarja. Gre pa za to, da 11. februarja, ko se bodo sestali vsi odgovorni Formule 1, bodo poleg ostalega razpravljali o tem, da bi ukinili določeno kategorijo komponent. Govori se o tako imenovanih PDC. A lepo po vrsti. Bolid Formule 1 je sestavljen z raznih komponent. Govorimo o šasiji, govorimo o obesah, vagonskem sklopu, menjalniku in še bi lahko naštevali. Verjetno ste opazili, da določeni deli spadajo na primer v tako imenovano kategorijo Listed Parts, katere ekipe morajo izdelati same. Tiste, ki se ne nahajajo na tem spisku Listed Parts, pa lahko prosto izmenjujejo. V sezoni 2021 imamo kar 7 takih kategorij, to pa zaradi tega, ker bolidi v sezoni 2021 bodo podobni tistim iz leta prej in so dodali še 2 kategoriji. No, med vsem tem obstaja tudi ta kategorija PDC, Prescribed Design Components. Torej,
deli, za katere FIA da načrte, specifikacije ter način izdelave ekipam, in te ekipe ga morajo izdelati prav takega, kot FIA zahteva. Brez sprememb, kolikor za to nimajo konkretnih varnostnih razlogov. Če pogledamo tehnični pravilnik, bomo videli, da prav v definiciji je bila na tem področju kar nekaj sprememb. Namreč pri Formuli 1 vsako spremembo v pravilniku označijo z drugo barvo in kot vidite, ta člen je rdeče barve. In sedaj bi vas rad opozoril na to, kar se bo verjetno zgodilo. Kot vidite, že sedaj je bilo predvideno, da ti deli v kategoriji PDC so lahko prerasporejeni v druge, že obstoječe kategorije. In sam se strinjam, da taki deli, kateri morajo biti enaki za vse, so lahko oddani nekemu tretjemu zunanjemu izvajalcu, da jih naredi za vse ekipe. Sicer tudi ta kategorija zunanjega splošnega dobavitelja že obstaja in lep primer je tista elektronika, katera je za vse ekipe enaka. Govorim o elektroniki, ki skrbi za delovanje motorja z notranjim izgorevanjem. Proizvajajo jo v koncernu Meklarna za vse ekipe, za vse dobavitelje pogonskih sklopov. Torej, zadeva, katera zna biti še zanimiva v prihodnosti, ampak kaže, da tudi v tem pogledu v Formuli 1 grejo tisto pot, da nekako poenostavijo zadeve. Kajti sam si predstavljam, da je izjemno težko, če mora vsaka ekipa izdelati en in isti del po enih in istih načrtih in seveda samo v recimo 2, 3 ali 4 kosih. Bistveno ceneje in bolj učinkovito je, če se ima zunanjega dobavitelja, kateri jih naredi 40 ali 50 na sezono. A seveda, kot ponavadi, moje osebno mnenje. V našem zadnjem sklopu se bomo pa ustavili pri izjavi Franca Tosta. Namreč prebral sem na spletni strani f1i.com, da vrnitev Red Bulla in Alfa Taurija k Renaultu naj ne bi bila tista idealna rešitev. In Franc Tost nam ponuja kar dva zanimiva argumenta, o katerih bomo razpravljali v naslednjih trenutkih. Najprej poudarja dejstvo, da Renault ima svojo tovarniško ekipo in da se ne bodo uklanjali Red Bullu pri njihovih zahtevah glede konfiguracije ter lastnosti določenih komponent. In seveda, sam se strinjam z njegovim razmišljanjem. Namreč, zakaj bi imel nek proizvajalec svojo tovarniško ekipo, če ne bi delal v dobro slednje? In ta argument je dober. A sedaj bomo priča paradoksalni situaciji. Namreč, po eni strani Franc Tost nam zatrdi, da pri Renaultu Red Bull ne bi bil prva ekipa, to je logično. A po drugi strani, ukolikor bi si želeli pri Red Bullu tisti status konstruktorja tudi pogonskega sklopa, bi lahko v to področje investirali toliko kot Renault in tako dosegli tak status. Tudi če nimajo infrastrukture, bi na primer lahko plačevali Hondi, dam kot primer. A videli smo, da pri Red Bullu je obnašanje čisto v drugi smeri. Hočejo zamrzniti razvoj, zato da nihče ne bo mogel investirati. Samo zato, da bi oni imeli nek status, da ne bi priznali, da so se v preteklosti zmotili. A to je moj oseben pogled, da ne bo pomot. A vseeno, dokaj dvolična izjava, ukolikor jo pogledamo malce bolj podrobno. A še bolj dvolična je tista naslednja. Jer Franc Tost zatrjuje, da ukolikor želijo pri Red Bullu iti naprej z tistim razvojem bolidov za sezono 2022, bodo primorani kaj hitro poiskati odgovor,
kak pogonski sklop bodo imeli. In seveda tudi marsikateremu navdušencu se ta argumentacija lahko na prvi pogled zdi fantastična. Vemo, delo na bolidu naslednje sezone se začne dokaj zgodaj in potrebno je vedeti, kak bo tisti pogonski sklop. A seveda, Franz Tost je bil prisoten v Scuderii Toro Rosso tudi v prejšnjih sezonah. In tu bi vam rad poudaril, da v sezoni 2015, 16, 17 in 18 so vsako leto imeli drugačen pogonski sklop. Pogosto, kad so zvedeli tik pred zdajci, da bo šlo za zamenjavo. Torej tudi ta argumentacija iz ust Franza Tosta ni pravzaprav tisto, kar bi mi, navdušenci, pričakovali. V mojem osebnem mnenju take izjave so le izvrševanje nekega navidesnega pritiska v medijih na odločitve nekaterih drugih odgovornih pri proizvajalcev pogonskih sklopov. A videli bomo, kaj se bodo domenili na naslednjih sestankih. To je bila tudi zadnja novica v tokratnem tedenskem komentarju. Hvala za vašo pozornost ter nasvidenje.